Lepo pozdravljeni, sem Matic Sever in vam izrekam dobrodošlico na letošnji večerovi spletni okrogli mizi Zelena celica. Tokrat z naslovom Ko trajnost postane način življenja. V središču pogovora so tokrat elementi, ki vsak dan soustvarjajo kakovost našega življenja. Svetloba, zrak, voda in pa hrana. Če jih razumemo in z njimi ravnamo premišljeno, lahko z njimi bistveno izboljšamo svoje počutje, zdravje in trajnostni vpliv na okolje. Veseli me, da so z nami strokovnjaki, ki vsak na svojem področju že vrsto let uresničujejo trajnostne rešitve v praksi in pa svojim delom ter znanjem izboljšujejo bivanje v slovenskih domovih. Pa naj jih kar naštejem, lepo pozdravljam gospoda Milana Kusterja, direktorja podjetja iVent, strokovnjak za prezračevanje, dr. Radmila Volerab, direktorica trajnostnega razvoja v podjetju oziroma skupini Kansai Helios, gospa Mihaela Hafner, vodja trajnosti v podjetju IKEA Slovenija in pa Martin Gustinčič, arhitekt iz Studija za arhitekturo in oblikovanje Mehanizem. Dragi poslušalci oziroma gledalci, vas pa vabim, če se vam slučajno tekom našega pogovora poraja kakšno vprašanje, tega nam lahko na kanalu, preko katerega nas spremljate, tudi zastavite in če bo le čas dopuščal, bomo na njega tudi odgovorili. Tako, pa začnimo našo okroglo mizo. Najprej se bomo posvetili elementu, brez katerega preživimo najmanj časa, in to je zrak. In tukaj imam eno vprašanje za vas, gospod Milan Kuster. Prezračevanje postaja ključen element energetsko učinkovitih stavb. Kako se danes razlikuje pristop do prezračevanja v novih in pa obstoječih objektih? Ja, najprej lepo pozdravljeni. Prezračevanje je na moje veliko veselje postalo že skorajda obvezna oprema vsakega doma. Kar se tiče novih objektov, torej novogradenj, je seveda zakonodaja in pa regulativa poskrbela, da so praktično avtomatsko rešitve prezračevanja že integrirane v projekte, kar pomeni, da je nekako zagotovljena potem tudi kakovost bivanja. V rabljenih objektih, ki pa smo jih mi v zadnjih 15 letih naredili sigurno skoraj 50.000 teh sanacij, energetskih prenov, z prezračevanjem je pa tako, da je z razvojem prezračevalnih sistemov in načinom enostavnosti vgradnje postala zadeva zelo zanimiva, tudi cenovno privlačna, kar pomeni, da se dejansko ljudje, ki živijo v nekih obstoječih objektih, pravzaprav množično odločajo za to, da vgradijo prezračevalni sistem, ki je taka vgradnja danes enostavna, v enem dnevu zadeva funkcionira brez posebnih gradbenih posegov. Odlično. Kaj pa sama rekuperacija zraka? Ta pomeni hkrati udobje in prihranek energije. Kje uporabniki še vedno delajo največ napak pri uporabi teh sistemov? Zdaj, če je prezračevalni sistem dobro projektiran, če je kvaliteten, se pravi sistem z rekuperacijo, načeloma deluje popolnoma avtomatsko in nekih napak posebnih ne moreš delati, ne. Zdaj, če odpiraš okna pozimi, kljub temu, da imaš vgrajen prezračevalni sistem, pač po nepotrebnem izgubljaš neki del dragocene energije, ne. In mislim, da ljudje tega ne počnejo. Na kvaliteto samega bivalnega udobja pa to ne vpliva. Večinoma moram reči, da 90% vseh prezračevalnih sistemov, ki jih naše podjetje integrira, vključuje rekuperacijo, in rekuperacija seveda je izredno pomembna, saj na ta način ustvarjamo neke prihranke, tako pri ogrevanju kot recimo poleti pri klimatizaciji, in ob tem, da je danes ta podpora Eko sklada v Sloveniji precejšnja, je tudi rekuperacija rešitev, ki se najbolj izplača, torej najbolj ekonomsko, logična in upravičena rešitev. Hvala lepa. Doktor Radmila Volerab, vaše podjetje ima jasno opredeljeno strategijo do leta 2030.
zmanjšanje emisij, energetska učinkovitost, krožno gospodarstvo. Kje ste danes v tem procesu? Kako bi rekla, odvisno, kje začnemo, ker imamo različne cilje. In zdaj lahko izpostavim, ker smo nazadnje zaključili, pa smo zelo ponosni, ker smo mapirali celo našo vrednostno verigo, kar se tiče toplogrednih plinov. Se pravi, če ne veste, toplogredni plini, to je tisti, ki najbolj pogosto omenjeni ogljikov dioksid, ki vsi poznamo, se pravi, on ne nastaja samo v naši proizvodnji. Najprej imamo nafto ali zemeljski plin, iz tega naredimo eno kemikalijo, potem drugo, tretjo in to pride k nam, mi temu rečemo surovine. Pol mi iz tega naredimo barvo ali premaz, prodamo našem kupcu, on iz tega pač skozi aplikacijo nanese na en material, recimo eno kmetijsko mehanizacijo in to gre končnemu kupcu. In zdaj, če pogledamo, kje nastajajo ti toplogredni plini, seveda nastajajo povsod, po celotni verigi, pri nas nastane 6% v naši proizvodnji. Ali to pomeni, da smo mi zdaj super, smo naredili domačo nalogo, ni treba nič več se ukvarjati, seveda, da ne. Smo ugotovili, da največ toplogrednih plinov nastane pri proizvajanju teh surovin, ki jih mi kupujemo, in to je 53%. Pol naslednja hotspot, mi temu rečemo, je aplikacija našega premaza pri našem kupcu. To ne pomeni, da mi nimamo nobene moči tukaj za zmanjšanje, ker to ne drži. Če naredimo tak premaz, da naš kupec uporabi manj energije, je to zmaga kako za našega kupca, tako za nas. In tudi mi imamo odločilno moč pri tem, kakšne surovine kupujemo. Se pravi, mi točno vemo surovine, vsaka skoraj že imamo mapirano, kakšen ogljični odtis ima, tako da lahko izbiramo drugačne surovine, drugega dobavitelja, ki uporablja drugačen proces in tako naprej. Tako da se s tem recimo zdaj precej ukvarjamo. Ja, čestitam za take dosežke, veliko ste že uspeli doseči. Kako pa pri razvoju izdelkov zagotavljate načelo safe and sustainable by design, torej varne in trajnostne kemikalije že v fazi zasnove? To je zelo dobro vprašanje, ker ponavadi vsi, tudi naši kupci, vedno nas sprašujejo, kakšen ogljični odtis ima ta premaz ali ta premaz. In se vsi fokusiramo samo na to eno številko, ampak trajnostni izdelek ni samo ta ena številka. Ker najprej, kot je EU komisija zastavila, najprej mora biti varno za naše delavce, pa tudi za naše kupce. Varno pomeni, kakšne surovine mi izbiramo in kakšen izdelek naredimo. Ker kemikalije, kot vsi vemo, čeprav tako zveni malo grdo, so lahko bolj nevarne, manj nevarne ali ne nevarne. Seveda pogosto nimamo preveč izbire, ker pač moramo zaradi reaktivnosti izbirati nedoločene. Če obstaja možnost, da jo zamenjamo, mi delamo na tem. Pač imamo tak oddelek, ki mu rečemo kemijska varnost, in oni spremljajo ne samo tisto, kar regulativa dopušča, ampak tudi tisto, kar morda prihaja v prihodnosti. In če obstaja možnost, da uporabimo eno kemikalijo, ki je manj nevarna, bomo jo pač uporabili, no. In to pomeni varno, trajnostno pa seveda, da je bolj prijazno kako ljudem, tako tudi okolju. Odlično. Pa presedlajmo še malo na hrano. Ta nas spremlja v našem vsakdanu in to področje širi svojo trajnostno strategijo tudi IKEA. Gospa Mihaela Hafner, kaj to konkretno pomeni za uporabnike v smislu vse od zasnove kuhinje do shranjevanja živil? Ja, res je. Običajno nas uporabniki, predvsem naši kupci, poznajo IKEA kot podjetje, kjer kupujejo pohištvo, ne. Se pravi, smo nek ekspert na področju, ki svetujemo našim kupcem, kako dejansko opremiti svoj dom. Letos je za nas prav posebno leto, saj je leto kuhinj, nekako smo ga poimenovali leto kuhinj, zato smo še več našega truda in raziskav usmerili ravno v to, kako poteka proces
dejansko življenjski cikel od nakupa izdelka do potem končne uporabe, kuhanja samega in pa shranjevanja ali pa shranjevanja ostankov, ne. In zakaj je to pomembno, ne? Zdaj pri sami zasnovi kuhinje je pomembno, da je kuhinja čim bolj funkcionalna in modularna. Se pravi, da že skozi ta proces, ko se pogovarjate z eksperti za načrtovanje, res razmišljate o tem, kako kuhate in kako preživljate ta čas v kuhinji, da boste čim bolj funkcionalno kuhinjo zgradili. Predvsem pa je pomemben to, če govorimo zdaj konkretno o hrani, nekako po princip, res nek ta princip, da je hrana, če jo bomo pravilno shranili, bo dlje zdržala, ne. Se pravi, če jo bomo zložili na pravilno, umestili v naše hladilnike, v našo shrambo, če bo ta pregledna, bo bistveno dlje časa zdržala, ne. Po zadnjih podatkih, ki sem jih slišala, so te precej zaskrbljujoči, ne. Povprečen Slovenec na leto naj bi zavrgel kar 78 kilogramov še popolnoma užitne hrane. In tukaj nastopimo mi z nekimi funkcionalnimi rešitvami, predvsem pa zelo velikim naborom modularnih, preprostih izdelkov, ki kupcu, vsem nam praktično, ki živimo v kuhinji, ki kuhamo, pomaga čim bolj pravilno shraniti hrano ali pa ostanke hrane pač zamrzniti in podaljšati v dobo. Ko ste pa že omenili tudi strategijo in hrano, ne, naj samo mogoče tudi to omenim, da kljub temu, da pri nas prodajamo in kuhinje in pripomočke za kuhanje, pa je pravzaprav tisti, ki ste v zadnjem času mogoče obiskali Ikeo ali pa že pred časom nazaj, veste tudi, da imamo tudi dejansko trgovino z izdelki, z prehrambenimi izdelki, restavracijo in bistro. In to je tudi zelo velik del naše trajnostne strategije, ne, ker tudi skozi umestitev, kakšne izdelke prodajamo, se pravi, da so iz trajnostnih virov in certificiranih virov in spodbujanju dejansko kupcev, da jejo bolj rastlinsko hrano. Mi smo na primer neke ikonične izdelke, kot so hot dog ali pa mesne kroglice, umestili tudi rastlinsko verzijo teh ikoničnih izdelkov, ne. Tudi s tem se ogljični odtis zmanjšuje, ne. Saj mogoče, ne vem, če je vsem to poznano, ampak proizvodnja hrane je rastlinska proizvodnja hrane bistveno nižji ogljični odtis, a ne. Predvsem pa skrbimo tudi za to, da je nujno potreben pa tudi ta operativni proces, pri katerem se zmanjšuje sama hrana, odpad hrane pri samem procesu. Saj, ne vem, čisto informativno dnevno restavracijo obišče nekje 2000 strank, pride v restavracijo in to je kar nekaj obiskovalcev, ne. In zdaj res ta operativen proces, da se že pri sami proizvodnji hrane čim manj hrane zavrže in da so porcije res čim bolj optimalno prilagojene, da je izpad čim manjši. Malce sva se zdaj posredno tega sicer že dotaknila, ampak bolj v vidiku skozi pač vaše restavracije. Pa imam vprašanje, kakšno vlogo pa imajo trajnostni materiali in pa te pametne rešitve pri zmanjševanju količine zavržene hrane doma? Kaj vse konkretno Ikea ponuja, da tudi doma poskrbimo za ta segment? Ja, kakor sem že čisto na hitrico omenila, mislim, da kar precej veliko, ne. Nekaj podatki so pokazali in tudi naše obiski domov, skozi katere potem razvijamo Life at Home report, kjer dejansko obiščemo družine in spremljamo ljudi, kako živijo doma, smo nekako ugotovili, da res materiali so pomembni, ne. Na primer, zelo preprosto, če hrano vidiš, je ne boš zavrgel, ne. In tukaj nek tak velik nabor, segment so dejansko pravzaprav ti materiali, kot so steklo, prozorni materiali, ki omogočajo to, da ti dejansko res vidiš, tole imam, tako shraniš. Bolj ko shraniš, prej ko odstraniš če že odpreš embalažo, originalno embalažo, da pospraviš se pravi v kozarce, ki so prozorni, označiti mogoče od kdaj datumsko, da spremljaš
dejansko v bistvu življenjski cikel hrane. In to res se je izkazalo kot zelo dober pristop, zelo preprost, niti ni potrebno za to nekega velikega finančnega vložka, ampak je precej učinkovit na koncu dneva, ne. Krasno. Svetloba postaja vse bolj prepoznana kot element dobrega počutja. Kako jo danes, gospod Martin Gustinčič, arhitekti vključujete v zasnovo trajnostnih stavb? Ja, res, svetlobo zdaj danes vedno bolj razumemo kot del celostnega obdobja. Torej ne le kot funkcionalni element, torej, da na primer vidimo, kaj delamo, pa čustveno komponento, torej da nam sproži neke občutke, ampak tudi to, da neposredno vpliva na naše zdravje, na koncentracijo, na ritem dneva. Že pri zasnovi stavb poskušamo čim več izkoristiti naravno svetlobo, seveda s pravilno orientacijo prostorov, velikostjo odprtin, senčenjem. Za vse, česar ne moremo osvetliti z naravno svetlobo ali pa kadar ne moremo osvetliti z naravno svetlobo, pa moramo premišljeno nadomestiti z umetno svetlobo, z lučmi. Arhitekti so od nekdaj uporabljali svetlobo kot enega od osnovnih gradnikov. Svetloba in senca, svetloba zelo velikokrat naredi prostor, ne? Pa naj bo to naravna ali pa umetna. Postavitev oken in drugih odprtin in njihova velikost lahko v prostoru čist spremenijo značaj in kvaliteto. In podobno velja tudi za svetila, seveda. Torej niso le tehnični elementi, ampak naredijo neko razpoloženje. Zdaj, danes ob trajnosti pomislimo najprej na majhno porabo energije, na čim manjši ogljični odtis, na čim manj škodljive materiale, rabo obnovljivih virov in tako naprej. Ampak če stavba vse to izpolnjuje, še ne pomeni nujno, da je kakovostna. In po drugi strani, če stavba ne izpolnjuje vseh teh kriterijev, vseh teh meril, po mojem tudi še ne pomeni, da ni trajnostna. Namreč, če v stavbi želimo živeti, jo želimo obiskovati, delati v njej, potem je velika verjetnost, da se bo za to stavbo lepo skrbelo in se te stavbe verjetno ne bo rušilo, se jo bo mogoče namenilo neki drugi uporabi ali pa drago prodalo mogoče. Torej, ko govorimo o trajnostnih stavbah, tehnična zadostnost po mojem mnenju ni dovolj. In ravno tako svetloba ni več samo vprašanje porabe energije, ampak prav tega, kar sem na začetku omenil, torej dobrega počutja uporabnikov, kar je dolgoročno prav tako pomemben del trajnosti. Kaj pa glede naravne svetlobe? Kaj se je v zadnjih letih spremenilo v pristopu do naravne svetlobe v primerjavi s preteklimi praksami? Pri rabi naravne svetlobe se, tako kot pri vseh stvareh v arhitekturi, učimo od naših predhodnikov. Tako da največji vpliv na rabo svetlobe je verjetno naredil modernizem in to še vedno traja. Torej, tako zaradi tehničnih izumov, ko so se lahko začeli v veliki meri uporabljati zelo velike steklene površine, tako rekoč neomejene, na primer celotne steklene fasade. V zadnjem času pa lahko te velike steklene površine, spet zaradi tehničnih inovacij, uporabljamo brez strahu pred nekimi velikimi toplotnimi izgubami ali pa pribitki. Lahko so prav tako del nizkoenergijskih stavb. Tako da tehnično gledano nismo omejeni s tem, koliko svetlobe lahko v prostor pripeljemo, ne. Bolj je zanimivo to mogoče, kaj lahko z njo naredimo. Na primer, en tak, če malo plastično opišem, na enem primeru, ki ga večina ljudi pozna, stopnišče NUK-a, Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ko vstopimo v stavbo, pridemo v ta temen prostor, veličastno temno črno stopnišče in na vrhu stopnic
pa proti nam v to temo dol, iz velike čitalnice sije močna svetloba, blešči proti nam, ne. Seveda je to svetloba, ki nam iz teme kaže pot navzgor proti nebu, proti vedenju, in nas tako iz neznanja potegne proti prostoru, kjer je zbrano vse znanje. To je en tak lep primer, se mi zdi, ki ga lahko izkusimo v živo, čeprav ni najbolj od zdaj. In je res tak monumentalen primer, ne? Ampak tudi pri veliko manjših merilih, pri bolj skromnih projektih je treba še vedno dobro premisliti, od kje bo svetloba prišla, kam bo padala, kdaj, kako se bo spreminjala, kakšna bo neka igra svetlobe in senc, in kako bomo ustvarili prijetno notranjost. Omenili ste trajnostno stavbo in pa svetila, pa me malce bolj konkretno zanima, ali lahko trajnostna svetila in pametni sistemi za upravljanje osvetlitve resnično zmanjšajo porabo energije v gospodinjstvih in če imate kakšne številke oziroma ocene, koliko dejansko lahko zmanjšajo. Ne bi šel mogoče v številke, ampak zato, ker danes, ko govorimo o trajnosti svetil, LED svetila zdaj porabijo tako bistveno manj energije, kot so starejše tehnologije, sploh na primer proti žarencem na svetilno nitko, ne, da nas ne bi smelo skrbeti poraba te svetlobe, te energije. Tako da tam, kjer potrebujemo veliko svetlobe na nekih delovnih površinah in podobno, naj bo svetlo, naj bo zelo svetlo, ne šparati. Po drugi strani pa mislim, da je pomemben vidik trajnosti, da nečesa že v osnovi ne uporabimo ali pa ne naredimo ali pa ne osvetlimo. Da na primer ne osvetljujemo vseh prostorov in površin po neki ravnilovki, po povprečju, ampak imamo res močno svetlobo tam, kjer jo potrebujemo, in malo ali pa celo nič tam, kjer je ne. En tak primer so osvetlitve fasad. Še pred nekaj leti so bile zelo v modi, zdaj pa smo se od tega oddaljili. Na splošno pri osvetlitvah zunanjosti mogoče uporabimo nekakšen poudarek, neko točko, ki jo osvetlimo zaradi ugodja in zaradi varnosti, ne pa zaradi razkazovanja. Noč naj bo noč, ni treba iz nje narediti dneva. Tako da jaz bi mogoče rekel, da ta del premišljeno načrtovanje je malo težko merljiv, to, da mogoče nečesa ne osvetlimo. Ni pa treba na račun ugodja pa preveč šparati. Se mi zdi, da tako kot pri vsem življenju, lahko tudi tule imamo neko zdravo mero. Odlično. Če se vrnemo na zrak in pa z njim povezano vlago, gospod Milan Kuster, kako prezračevanje vpliva na kakovost bivanja v prostorih z visoko zračno vlago? V mislih imam predvsem kopalnice in pa kuhinje. Ja, povišana zračna vlaga je seveda potencialna nevarnost za pojav plesni, ne. In odvečno vlago je potrebno iz bivalnih prostorov odvajati. Še posebej to velja za, mi pravimo temu, te kritične prostore, kot je kopalnica, ne vem, utility, tudi kuhinja spada v ta del, ne. In samo z nekim stalnim izmenjavanjem zraka in z neko pretočnostjo lahko mi poskrbimo, da odvedemo izrabljen, vlažen zrak iz objekta in pa seveda dovedemo svež zrak, prefiltriran v samo bivalno okolje, ne. Tako da tu bi edino mogoče poudaril, da je pomembno, da prezračevalni sistem deluje 24/7, se pravi neprestano, saj ni moteč, deluje praktično neslišno, brez prepiha. In včasih se pohecam pa rečem, dober prezračevalni sistem je tisti,
ki pravzaprav sploh ne veš, da ga imaš. Koliko pa je potrebno, da ga imaš, pa ugotoviš, če ga potem za en teden ugasneš. In seveda, v takšnih prostorih, kot je kopalnica, po tuširanju pozabiš na to, da si imel včasih zarošeno steklo, se ta vlaga odvede sproti in to je tudi del nekega komforta, neke kvalitete bivanja, ki jo danes ljudje pričakujemo v sodobnih objektih. Omenili ste že kondens, pa me zanima še nasplošno. V zadnjem času se veliko govori o sindromu nezdravih stavb. Katere so torej te tipične težave, ki jih vi opažate na terenu in kako jih lahko uporabniki prepoznajo? Ja, mislim, sindrom bolnih stavb je praktično že kar nekaj let na tapeti. Mi smo pred leti se s tem srečali na nekih kongresih v tujini, kjer je ta tematika bila izredno močno izpostavljena. Zdaj pa je tudi že pri nas, bom rekel, dosti govora o tem, ne. Zdaj, že samo ime pove, da v bolni stavbi tudi prebivalci, stanovalci ne morejo biti zdravi, ne. V nekem okolju, kjer se zadržujemo dalj časa, je pač kvaliteta zraka izredno pomembna, ne. In poleg te energetske učinkovitosti in skrbi za neko zmanjševanje energije, trajnostni razvoj in podobno, ne, je še bolj kot vse to skupaj pomemben tale zdravstveni aspekt, ne. Mislim, da je najbolj pomembno to, da je kvaliteta zraka osnova za zdravo življenje, ne. Tu mogoče bi izpostavil to, da je najbolj kritični del enega stanovanja oziroma hiše ravno spalnica, ne. Ker če ti zraka ne izmenjuješ in ne vem, dva človeka gresta spat, ne, torej ležeta k nočnemu počitku, pravzaprav izrabita, bom rekel, neko razmerje kisika v primerjavi z ogljikovim dioksidom že v nekaj urah. Mi smo pred nekaj leti delali te meritve in torej število ppm-ov se drastično dvigne. Zdaj, da se razumemo, noben ne bo se zadušil ali pa niso neki takojšnji efekti tukaj vidni, ne, ampak na dolgi rok, torej slaba vrednost kisika napram ogljikovemu dioksidu vpliva na to, da se pač preko nočnega počitka ne spočijemo dovolj, da se ne zbudimo, bom rekel, sveži in tako naprej. In seveda tudi zdravniki opozarjajo, da so to vse lahko potencialne nevarnosti za izbruh nekih latentnih bolezni, ki pač imajo neko osnovo v slabi prekrvavljenosti z kisikom, ki je pač tako pomemben za neko zdravo funkcioniranje organizma, ne. To sem hotel povedati. Se pravi, ta glavna stvar danes, ki je, bom rekel, tisti jeziček na tehtnici nekoga, ki se odloči ali pa ne odloči za vgradnjo prezračevalnega sistema, mislim, da je postala ravno ta zdravstveni aspekt, ravno ta komfort, kvaliteta, boljše počutje, boljša koncentracija in seveda to je bistveno, ne. Hvala. Bi vas pa še izkoristil, namreč poslušalec, gledalec Matej zastavlja eno vprašanje, ki je vezano na prezračevanje. In sicer, kako prezračevalni sistem pomaga, če imamo starejšo stavbo, ki je slabo izolirana? Ja, zdaj objekti so seveda različni, ne. Zdaj v starejših objektih, ki so slabše izolirani, pač zdaj več bi mi povedal podatek, ali imajo stara okna, ne. Včasih, a veste, pred mnogimi leti prezračevanje ali pa prezračevalni sistemi niso bili tako potrebni, kot so danes, ker je prihajalo do neke konstantne izmenjave zraka ravno pri nekih špranjah ob oknih, kjer se je pač neki zrak izmenjeval.
Prihajalo je seveda do velikih izgub energije, ampak pred leti to ni bilo tako pomembno kot danes, ne. Zdaj, če ima nekdo slabšo fasado pa kvalitetna okna, recimo, da je ta gospod zamenjal stara okna z nekimi novejšimi, dvoslojnimi ali več in po neki RAL montaži vgrajenimi, pomeni, da je ravno tako zatesnil objekt, ne. In vsak zatesnjen objekt je na nek način invaliden, če ne poskrbiš za ustrezno izmenjavo zraka, za kar pa seveda je najbolj primeren ravno prezračevalni sistem. Tako da torej mi svetujemo vgradnjo prezračevalnega sistema v objekte, ki imajo kvalitetno izolacijo, pa tudi tiste, ki nimajo kvalitetne izolacije, ne. Zdaj, kvalitetna izolacija seveda poskrbi še za dodatne prihranke, ne. Ne vpliva pa na kvaliteto zraka sama po sebi, saj hiša skozi fasado ne diha, ne. Upam, da sem nekako zajel ta odgovor na zastavljeno vprašanje, no. Odlično, hvala. Doktor Radmila Volerab, midva pa se dotakniva še enega tujega izraza. Kaj v praksi pomeni waste mapping, izraz, ki je običajnemu človeku manj poznan in kakšne rezultate prinaša? No, ker ste že omenili, da imamo več prizadevanj, eno od teh naših tudi zmanjšanje odpadkov za 20%, glede na leto 2021 do leta 2030, kar pomeni, da bi se tega lotili na ta pravi način, moramo najprej sami sabo razčistiti, kje nastajajo ti odpadki, za katere procese so povezani in kako bi se tega lotili na ta pravi način. In temu se reče waste mapping. Se pravi, točno vemo, kje nastaja, zakaj nastaja, obstaja možnost, da ga zmanjšamo, da ga reduciramo ali čisto ukinemo in kaj narediti s tem odpadkom na koncu, ko ga že imamo. Zdaj, trenutno imamo, seveda se s tem ukvarjamo že leta, ampak zdaj še enkrat smo zavrteli tole, da točno vidimo, kje kaj nastaja in kako se tega lotiti. Drugače pa imamo tudi take ene uspešne zgodbe, kot naprimer pri nas uporabljamo zelo veliko topil, ker so tudi premazi še vedno eni na bazi topil. In to bi včasih, recimo leta in leta nazaj, to bi bil odpadek potem, ko stane, a ne. Zdaj temu ni tako, mi to ponovno destiliramo, ker imamo destilacijo v proizvodnji, kar pomeni, da ponovno dobimo to topilo, ki ga lahko uporabljamo, če ustrezno seveda v procesu kot izdelek ali za pranje in tako naprej. Se pravi, s tem zmanjšujemo kako material, surovine, tako tudi energijo. No, na podoben način bi se tudi lotili drugih odpadkov, ki jih imamo, ker je to, kot bi se temu reklo, win-win, tudi za nas kot podjetje, a ne, za zmanjšanje stroškov, pa tudi seveda za okolje. Super, kaj pa glede samih nagrad? Helios je prejel zlato medaljo EcoVadis. Če nam morda samo na hitro razložite, s čim ste si jo prislužili, in pa malce splošno, kaj vam takšna mednarodna priznanja pomenijo v vsakdanjem poslovanju. Se pravi, EcoVadis je ena platforma, ki ocenjuje podjetja glede trajnosti. In to ne pomeni samo ekologija, to pomeni tudi kadrovska skladnost poslovanja, trajnostna nabava, varnost in zdravje pri delu. To je en zelo obsežen vprašalnik, je zelo, zelo popularen v kemijski industriji, v drugih morda malo manj. Tako da smo mi na tej platformi ocenjeni že drugo leto zaporedoma kot zlati, kar pomeni, da smo med 5% najbolj uspešnih seveda podjetij na tej platformi in smo zelo ponosni na to. Se pravi, to ne gre, kot sem še enkrat že povedala, ne gre samo za ekologijo, gre veliko širše kot to. In to nam pomaga predvsem z našimi kupci. Ne samo, da se pohvalimo, ampak tudi zaradi določenih regulativ, ki zdaj prihajajo ali bojo prihajale z enim zamikom, našim kupcem to zagotavlja, da mi imamo, kot bi jaz rekla, po domače stvari poštimane, ne, in lahko sodelujejo z nami. Po drugi strani tudi se radi prijavljajo domače raznorazne razpise, kot naprimer Dan inovacij Gospodarske zbornice, tako da smo
tudi tja bili uspešni. Bi izpostavila morda en izdelek, ki je bil za kmetijsko in gradbeno mehanizacijo, se pravi premaz na osnovi biorazgradljivih surovin, in smo s tem premazom dobili zlato regionalno in srebrno nacionalno priznanje. Ta premaz je treba izpostaviti, čeprav je iz bioobnovljivih virov, ker po navadi ljudi mislijo, ne vem, če je to ta ista kvaliteta, pa zagotavljamo, da res je povsem ista kvaliteta. Tako to bi bila ena taka uspešna zgodba. Odlično, čestitke še enkrat. Pa še eno vprašanje našega gledalca. Miha sprašuje, da pravkar prenavljamo hišo, lotevamo se tudi notranjih sten. Kaj bi nam predlagali, kakšne premaze in barve uporabiti, da bi bili ekološko čim bolj prijazni in tudi, da bi bili zdravi za nas? Mogoče samo na hitro navržete kakšne produkte. Imamo en ful spektrni izdelek, mislim, da se mu, zdaj me bojo ubili z dekorative, Clean Air ali nekaj takega. V bistvu, če je na novo, zdaj kupujete na primer novo pohištvo in tako naprej, formaldehid se uporablja pri proizvodnji pohištva, no ta barva notranja pol veže ta formaldehid nase, se pravi na en način prečisti zrak. Je res ful dobra. Tudi, ne vem, če rabite izravnalno maso, imamo tisto, ki je z 1/3 lažja kot podobne, se pravi, vam bo lažje za delo, a ne? Tako da mislimo tudi na vaše zdravje. Na en ali pa drug način. Bravo. Pa pojdimo še malo na hrano. Na Švedskem IKEA že razvija sisteme krožnega ravnanja s hrano in embalažo. Kje je pri nas največ prostora za napredek? Pri naši mami se kar veliko ukvarjamo s tem, posledično potem to seveda pride tudi do nas, ker se količina embalaže zmanjšuje, tako plastične, kakor te same transportne embalaže. Zdaj, kje mi vidimo mogoče največji napredek glede samega zmanjševanja tudi odpadkov hrane, je predvsem mogoče zdaj, če glede na to, da imamo mi največ stika s kupcem, glede na to, da se količina hrane na prebivalca vztrajno povečuje in ne, na žalost zmanjšuje, predvsem nekako tudi nekje v nekem izobraževanju končnih potrošnikov, da v bistvu to se začne nekje doma, v šolah, v vrtcih, pa res v družinskih celicah, pri otrocih, kako varno delovati in ravnati s hrano. Sicer pa dosti prostora imamo že, pri nas se sicer kar dosti ukvarjamo s sam tem, da je odpad čim manjši, se pravi, zelo veliko pozornosti posvečamo sami pripravi znotraj restavracije in bistroja, kakšen čas se pripravi, kaj se pripravi in količine. In to se res dela na nek s tem monitoringom, da se pač res spremlja tudi nekako zasedenost restavracije, ker v različnih časih imamo več obiskovalcev, kakor v drugih časovnih okvirih znotraj dneva in to se spremlja res tudi skozi ta način. Pri tem uporabljamo tudi en programček, ki se mu reče Waste Watcher, nek AI, v bistvu na AI tehnologiji bazira, ki potem tudi analizira vso hrano, ki je mogoče že pri sami pripravi bila zavržena. In tukaj res je, v bistvu, odkar se je ta program vpeljal po celem svetu, to je mogoče neka dobra praksa, ki smo jo pri nas že od samega začetka implementirali. Neke poslovalnice, ki so bile odprte že dlje časa, so potem res beležile ogromne napredke tukaj, kar se tiče pri zmanjševanju samega odpada hrane in se je izkazalo za res čudovito prakso, ampak še vedno pa je potrebno ta program uporabljati in z rednim kontrolingom tega je
konstantno spremljanjem omogoča tudi neko zmanjševanje tega. Zdaj, kje mogoče jaz vidim tudi neko priložnost še za naprej, dosti veliko se je naredilo pri nas v Sloveniji že tudi na samo temo viškov hrane in tudi ministrstvo in drugi trgovci se kar veliko ukvarjamo s to tematiko, predvsem mogoče bolj trgovci, ki še več, kjer je njihov ključen produkt so živila z viški hrane. Zdaj en del tudi pri nas, mi smo tudi vključeni v ta del, je, da viške hrane, tiste, kar je še popolnoma dobrega, zapakiranega, seveda z veseljem doniramo. Je pa prostor še mogoče tudi za prakse, ki v tujini so že prisotne, pri nas pa še ne toliko zelo, tudi donacijo že pripravljene hrane, mogoče znotraj restavracij. To pa, ki bi tudi zagotavljali neko toplo in hladno verigo, skladno z vsemi regulativami, tukaj imamo še nekaj prostora, tako bolj kot vsi skupaj v Sloveniji. To še ni čisto, se pogovarjamo in je malček bolj kompleksno, ampak upamo, da bodo tudi te dobre prakse tudi do nas prišle, kljub temu, da smo toliko majhni. Včasih je to malo izgovor pri nas, ko smo mečkani, ampak ja. Se da marsikaj vseeno, ne? Gospa Slavica ima vprašanje za vas, in sicer sama imam doma veliko posod iz Ikeje, ki so plastične, pa me zanima, ali so te ekološko sporne. To se verjetno marsikdo vpraša, ker plastika je nasploh dolgo veljala za sporno oziroma še vedno, ne? Ne, niso ekološko sporne. Sicer jaz nisem zdaj prav ekspert za razvoj izdelkov, ampak vsi te surovine, ki se pri nas uporabljajo, so primerne za hranjenje živil, ker so deležne veliko enega testiranja, tako da so primerne prav za živila. Se pravi, vsi te posodice za shranjevanje živil imajo vse določene parametre, ki so skladni z tem, da lahko živila noter hranite. Hvala lepa. Zdaj pa gremo nazaj k svetlobi, in sicer kar direktno spet z vprašanjem, in sicer Jelena sprašuje, gospod Gustinčič, koliko se lahko prenovi že obstoječo starejšo osvetlitev, je potrebna celokupna večja prenova ali se da tudi z manjšimi posegi nadgraditi obstoječo razsvetljavo? Ja, to je zelo odvisno od primera do primera, ampak zelo pogosto se ukvarjamo tako z novimi projekti, ki so narejeni iz nule, kot s prenovami starejših objektov. To ponavadi se dela takrat, ko se prenavlja celo stanovanje. Lahko se seveda izbere takšna svetila, ki že pašejo na obstoječe inštalacije in se lahko jih seveda tudi tako uporabi, ampak če se pa gre v bolj tako konkretno prenovo, pa je treba včasih tudi kaj razbiti, zato da se pride do nekega takega bolj zanimivega mogoče prostora, pa da res dosežemo to, kar si želimo, res en tak bolj bogat prostor, pa da poviša vrednost in tudi naše ugodje. Zanima me še ena zadeva, in sicer kako lahko z uravnoteženim pristopom do svetlobe vplivamo na sam ritem spanja in splošno zdravje uporabnika? Torej prej smo že omenili, da en del je vidni del, torej to, kar je praktičen del svetlobe, potem čustven vpliv, ta tretji pa je zelo biološki vpliv svetlobe na nas. Naš notranji ritem, cirkadialni ritem torej, je zelo močno odvisen od svetlobe, od njene barve in od jakosti. To je poleg časa prehranjevanja in telesne aktivnosti
sta torej svetloba in tema, oziroma kdaj jo doživimo, zelo pomembni. Dobro je slediti temu, kakšno svetlobo bi doživeli v naravi, torej glede na sonce. Zjutraj in čez dan nas svetloba z večjim deležem modrega spektra ohranja budne in zbrane, proti večeru pa potrebujemo bolj mehko, toplejšo svetlobo, ki nas tako postopoma umirja. Tako da preko dneva naj bo nas svetloba stimulira, vzpodbuja in proti večeru pa pomiri. In fajn je mogoče, da na ta način tudi načrtujemo osvetlitve. Ko pridemo do domov, je zato fajn, da uporabljamo bolj toplo svetlobo, ker doma večinoma imamo prižgane luči zvečer, ne toliko čez dan, in takrat je fajn, da nas umirja in tako. Je pa pametno načrtovana svetloba, torej pomaga, da naše telo deluje bolj v skladu z našo naravo, recimo temu. Torej, da lažje zaspimo, imamo več energije čez dan, se boljše počutimo. Pa to velja tako za domače prostore, kot za pisarne ali pa šole ali pa bolnišnice, na primer, ne. Pridejo pa takšni sistemi ponavadi z neko svojo ceno, tako da se jih večinoma uporablja prav v pisarnah ali pa bolnišnicah. Mogoče je zanimivo še en tak pomislek o smeri svetlobe. Čez dan nam sonce sveti z vrha, ne, nad glavo. Zato na primer v pisarnah uporabljamo svetila, ki svetijo nad nami. Ob sončnem zahodu pa sonce sveti od strani. Tako da pri svojih domovih ga mogoče lahko posnemamo in uporabljamo bolj neka namizna svetila ali pa talna svetila, mogoče osvetlimo kakšno steno, ampak vse v toplejših, šibkejših svetlobah. Se mi zdi, da je mogoče tak nasvet si enostavno zapomniti. Odlično. Gospod Milan Kuster, Eko sklad tudi letos spodbuja vgradnjo prezračevalnih sistemov. Kako to v praksi pripomore k odločitvam posameznikov in kaj to dejansko pomeni za denarnico potrošnikov? Ja, Eko sklad to počne že praktično kar enih 15 let, če se prav spomnim. In včasih je bil mogoče malo problem, ker ni veliko ljudi poznalo tega inštrumenta. Danes pa moram reči, da praktično vsi vejo, da Eko sklad funkcionira, da, bom rekel, redno izplačuje subvencije in te subvencije so od razpisa do razpisa različno visoke. V tem trenutku je aktualna subvencija 30%. Torej vsak kupec pravzaprav dobi vrnjeno 30% od celotne investicije. Se pravi, od nakupa prezračevalnega sistema, vključno z vgradnjo, vključno z davkom, je to en seštevek in 30% od tega zneska po seveda pravilno izpolnjeni in poslani vlogi na Eko sklad, ki jo Eko sklad obdela in potem v roku nekaj mesecev, včasih prej, včasih kasneje, ampak mislim, da nekje do 3-4 mesecev je to maksimalen čas, ko ti pol dobiš ta denar povrnjen. In seveda ta inštrument bistveno pripomore k lažji odločitvi kupcev za nakup prezračevalnega sistema. Potem imam še eno vprašanje za dr. Radmilo Volerab, in sicer v zadnjem času poudarjate pomen lokalnih surovin. Ali lahko s tem pristopom postane tudi industrijska proizvodnja bolj odporna in pa trajnostna? Odvisno od industrije, a ne. Pri nas kaj pomeni lokalno? Mi smo ponosni na to, da je nekje odvisno od leta, a ne, ampak mislim, da je enih 70-80% naših surovin prihaja iz Evrope. In za nas je to lokalno, ker pač Slovenija seveda je majhna.
Se prizadevamo, imamo zelo dobre stike z našimi dobavitelji, evropskimi predvsem, se držimo skupaj skozi vse te spremembe, in kako zakonodajne, tako tudi geopolitične, tako da smo ponosni na to. Seveda je pač ta druga biznis strana, da je treba malo to izbalansirati glede cene, na žalost, ampak vsekakor ne mislimo ta delež spreminjati ful višje ali drugače. Upamo, da ostanemo tako eurocentralizirani, kot smo doslej. Potem bi vprašal gospa Mihaela Hafner vas, sicer sva se že dotaknila te tematike, ampak če je še kaj konkretnega od ukrepov, ki jih podjetje IKEA Slovenija izvaja za zmanjševanje količine zavržene hrane, bi tu dodali še kaj poleg povedanega? Ja, v bistvu predvsem to, da uporabljamo umetno inteligenco pri samem proizvodnji hrane, waste water, kot sem že, nimam slovenskega prevoda, pri sami proizvodnji, da se minimizira zavržena hrana. Mogoče še to sem prej pozabila, eden od ukrepov za našo restauracijo, za zaposlene, je bil tudi to, da smo prilagodili porcijo v naši restavraciji in omogočali v bistvu vsem zaposlenim, ki bi pa želeli mogoče malo več pojesti, pravzaprav zastonj ponovno polnjen ali pa dodatno porcijo. Se pravi, s tem se je precej enega odpada tudi znotraj naše restauracije za zaposlene zmanjšalo. Ker dejansko včasih, ko smo lačni, so oči večje, kakor je dejansko lakota. In to je bil tak čist preprost, ampak praktičen ukrep, ki se je izkazal zelo uporabenega. Prej sem tudi že omenila, da kolikor nam ostajajo zaloge določenega izdelka, pa pač včasih imamo kako omejeno kolekcijo, sploh kakšno božično kolekcijo piškotov in vse, kar če se ne proda in je še vedno dobro pred iztekom roka, to vse doniramo, kar lahko. In pa tudi prilagoditev recepture, sploh pri recepturah, ko delamo jedilnike za zaposlene, tukaj imamo malček več manevrskega prostora, kakor v sami restavraciji za kupce. Tukaj precej funkcionira na nekem takem zelo zdravem principu. Iz ostankov lahko naredimo tudi novo jed, zmanjševanje porcij, kot sem že omenila. Tako da to so taki zelo praktični, vsakodnevni v bistvu principi, ki jih tudi mi načeloma vsak doma uporablja. Ampak zdaj glede na to, da imamo tako veliko kuhinjo, se to pri tem kar precej pozna. Hvala. Ja, čas hitro teče, človek si ne bi mislil, da je že skoraj mimo cela ura, in ker se bližamo temu koncu oziroma zaključku, bi res vsakega izmed vas lepo prosil za en kratek praktičen nasvet, kako lahko posameznik že danes izboljša kakovost bivanja, pa naj si bo to z boljšo svetlobo, čistim zrakom, premišljenim ravnanjem z vodo ali odgovornim odnosom do hrane. Pa morda začnimo kar z vami, doktor Radmila Volerab. Se opravičujem, se dobro sliši? Ne, jaz sem se bila mutirala in sem se pozabila, da me ne bi slišali, ker malo. No, da začnem iz začetka, pa verjemite, da sem dobro začela, zdaj ne bom tako dobra. No, seveda je pa kot kupcih, da smo malo bolj ozaveščeni, da se zavedamo,
kako so narejeni posamezni izdelki, iz kje prihajajo, pa ne samo, da se oziramo na ogljični odtis, ampak tudi na širšo sliko. Jaz bi rekla, tu vzela kot ta pojem trajnosti, kot sem ga že opisala glede Ecovadisa, se pravi podjetje, kakršno ko je, tudi na podlagi ne samo ekologije, ampak kadrovske politike, odnosa do delavcev, skladnosti poslovanja in tako naprej. Se vem, da je to zelo težko za enega človeka, tako da pač se izobražuje in gleda, kaj, kako je, ampak misli, bilo to ful boljše za vse nas na koncu koncev. Hvala. Potem bi prosil za komentar oziroma nasvet gospo Mihaelo Hafner. Ja, moj nasvet bi bil mogoče predvsem to, če govorimo danes največ o hrani, da si ustvarite neko kuhinjo, kjer se boste počutili dobro in bo to za vas nek prostor, kjer boste z vašo družino ali pa vašimi ljubljeni ustvarjali dobre obroke in potem tudi ne bodo šli v nič. Čisto praktično pa pač načrtujte svoje obroke, ne iti lačni v trgovino, ne, malo za šalo, malo zares, ampak z dobrim načrtovanjem in pravilnim shranjevanjem, bodisi to v plastične posodice, v steklene kozarce ali pa potem z zamrzovanjem in označevanjem vaših obrokov in surovin, boste čim manj zavrgli in pa tudi v končni fazi tudi nastavite hladilnik na pravilno temperaturo. Zdaj nekje pravijo, da ne bi bilo okoli 4 stopinje optimalna temperatura za hladilnik, sicer ti novejši imajo že tudi različne temperature glede na različne predalnike. In pa ja, probajte tudi potem, če pa kdaj kaj ostane, pač zamrzniti, pa imate že kaj pripravljeno, premišljeno in pač to je to. Hvala lepa. Gospod Martin Gustinčič, kaj pa glede svetlobe doma ali na delovnem mestu? Ja, jaz sem že vmes nekaj nasvete mogoče navrgel. Tako da mogoče, če se bolj na dom osredotočimo, bi rekel, da se ljudje igrajo s svetlobo, ne preizkušajo neke različne tipe svetil in različne vrste svetlobe in nekako smeri, kamor se lahko usmeri to svetlobo. Probavajo talna svetila, usmerjeno, posredno, ker kombinacije pol ustvarjajo bolj bogate prostore, no. In naj ne razmišljajo o tej eni luči, ki visi na sredini prostora, ker v večini prostorov je takšno svetilo odveč. Če hočeš si ustvarjati recimo nek prijeten večer, je bolj, da si izbereš kakšno namizno ali pa talno svetilo, ki ga lahko usmeriš v steno ali pa ga recimo zatemniš. Ne bo svetloba samo zato, da je funkcionalna, ampak naj bo to nek izraz vašega doma, vašega karakterja. Če rabite več pomoči, pa smo tukaj. Tako je. In pa gospod Milan Kuster, še vaš kratek nasvet, praktičen nasvet. Ja, mislim, včasih je bil svež zrak ali pa prezračevalni sistem luksuz, ki so si ga lahko privoščili le tisti z debelejšo denarnico. Danes je pa zahvaljujoč novim produktom, novim tehnologijam in so možnosti takšne, da si pravzaprav kvaliteten prezračevalni sistem lahko privošči vsaka slovenska družina. Zato pač apeliram na vse, da si zaslužijo dihati svež zrak kot eno izmed najpomembnejših dejavnikov za to, da bo življenje v svojem domu, pa tudi, bom rekel, bivanje v pisarnah in podobno, zdravo in kvalitetno. Hvala lepa. Preden zaključimo današnjo okroglo mizo, bi se rad lepo zahvalil vsem sodelujočim.
Vas pa vabim, da si jutri preberete tudi tiskano izdajo Zelene celice, ki bo priložena časniku Večer. Za konec pa povzemam današnjo tematiko še sledečim razmišljanjem. Današnji pogovor nas opominja, da lahko vsak od nas z majhnimi koraki vpliva na veliko sliko. Kakovosten zrak, naravna svetloba, preudarno ravnanje z vodo in odgovoren odnos do hrane. To niso neki oddaljeni cilji, temveč del našega vsakdana. Če vsak dan naredimo le eno stvar bolje kot včeraj, postane trajnost tudi del življenjskega sloga, ne pa obveznost. Naj nas pri tem vodi misel, da s tem, ko skrbimo za svoj dom, hkrati skrbimo za planet, ki je naš skupni dom. Hvala vsem strokovnjakom za pogovor in pa vsem vam, ki ste nas spremljali. Srečno. Srečno. Ja. Srečno. Nasvidenje.